Dober dan vsem. Poglejmo zdaj, kaj je navor ali moment. Sta sopomenki. Je vezan na vrtenje. Torej, recimo, da tukaj imamo eno vrtilno os. In tukaj imamo eno palico. In tukaj imamo eno silo, ki povzroča vrtenje te palice. Silo lahko razstavimo na dve komponenti, eno radialno in eno tangentno komponento. Sedaj, če malo pomislimo, tangentna komponenta povzroča vrtenje okoli vrtišča. Radialna komponenta ne vpliva na vrtenje. Je dovolj, da pomislimo na vrata. Če mi vrata vlečemo tako ali potiskamo tako, to ne bo vplivalo na vrtenje vrat, samo če jih potiskamo tako ali stransko. Torej, je jasno, da če mislimo na vrtenje, tukaj v definiciji momenta ali navora ne bo prišel v poštev radialna komponenta. Torej, in še moram povedati, da v resnici mi moment lahko vidimo z dveh zornih kotov. Torej, eden je prav, se nanaša na to, kar sem komaj povedal, da navor lahko definiramo kot zmnožek med to produkt med to tangentno komponento in dolžino palice tukaj. Drugi vidik je, da mi vzamemo ne eno komponento sile, ampak celotno silo, tukaj celotna sila, ampak pomnožena z ročico. Sedaj, kaj je ta ročica? Tukaj na risbi je ta. Kaj mislimo s tem ročico? Torej, mi imamo silo in ta sila leži na eni premici in mi gledamo pravokotno razdaljo med vrtiščem in to premico, na kateri leži sila. In te dve definiciji sta med sabo ekvivalentni. Vidimo hitro, zakaj. Tukaj postavimo, da je kot alfa, ki mora biti isti kot ta in isti kot ta. Sinus alfa tukaj je R ulomljeno L. Tukaj pa sinus alfa je tangentna komponenta ulomljeno F. Torej, ta tangentno komponento napišemo kot F sinus alfa, to še krat L, in vidimo, da sinus alfa krat L iz te enačbe je prav R. Torej, ti dve sta ekvivalentni. Odvisno od vaje, če se nas plača eno ali pa drugo. Torej, merska enota navora je Newton krat meter. Ja, to je ekvivalentno kot žulj, ampak se ne uporabi žulj za navor. Če imamo več navorov, kako jih seštevamo, v bistvu, kako seštevamo s predznakom? Tisto, kar je treba razumeti, je tukaj se govori o vrtenju in torej je važno, v katero smer povzročajo vrtenje. Mi imamo recimo vrtišče tukaj, imamo te sile F1, F2, F3, F4. Ta F1 glede na to vrtišče skuša vrteti tako, F2 tako, F3 tako, F4 tako. Je važno, torej, da gledamo glede na vrtišče, ki smo ga izbrali, kako če vrtijo v smeri urnega kazalca ali nasprotno. Sedaj, kot konvencijo lahko tudi vzamemo, da ta proti urnemu kazalcu je pozitivna smer vrtenja in ta kot urni kazalec je negativna smer vrtenja, ampak ni, da je tako važno. Dovolj, da vsi tisti vrtijo na eno stran, vsi navori, ki povzročajo vrtenje v eno smer, in damo isti predznak in vsem ostalim nasproten predznak. Zdaj tukaj, tako, kot sem napisal, vsota vseh navorov je M2 plus M3, ki se nanaša na F2 in F3, ki ta skuša vrteti tako, torej tako, in minus navor 1 minus navor 4, ker ti skuša vrteti v nasprotni smeri. In vsak navor potem je sila krat ročica. To bo važno v vajah, ko bomo postavili, da vsota vseh navorov s predznakom je enaka nič. In zakaj bomo postavili enaka nič? Če mi se spomnimo, če mi postavimo, da vsota vseh sil, s tem, da upoštevamo predznak, je enaka nič, pomeni, da telo je v ravnovesju, v smislu, da se ne premakne. Če pa mi postavimo, da tudi če se ne premakne, bi se lahko vrtel.
okolje na vse, na svoji osi. Če pa mi postavimo, da vsota vseh navorov je enaka nič, tudi se ne bo niti vrtel. Poglejmo še to, ki ima svoj pomen v fiziki, navor dvojice sil. Torej imamo dve sili, ki imata enako velikost in nasprotno usmerjenost in sta razmaknjeni za D. Kolikšen navor povzročata? Sedaj, eden bi mislil, glede na katero točko vzamemo kot vrtišče. Se vidi, da kjerkoli izberemo vrtišče, da bomo dobili zmeraj isti navor. Torej, recimo, da vrtišče postavimo sem. Glede na to točko, ta sila nima navora, če ne drugo, ker ročica enaka nič. Ta druga sila pa ima, glede na to točko, ročico enako D. In torej dobimo, da je F krat D. Naprimer, pogledamo, dobimo isto, če damo vrtišče tukaj v sredini. Tako da tukaj imamo D polovic, D polovic. Torej, obe sili ustvarita navor glede na to vrtišče in ta skuša vrteti tako in ta skuša vrteti tako. Torej, skušata v isti smeri in se sešteva ta navora. Torej, navor vsake je sila krat ročica. F krat D polovic. F krat D polovic plus F krat D polovic. Tukaj spostavimo F, D polovic plus D polovic je D in dobimo isto. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.